Potem, ko so volivci povedali svoje, je prvi na potezi in tudi že v akciji relativni zmagovalec volitev z idejo mešane levo-desne koalicije. Jaz mislim, da ne bo hitrih rešitev. Naši glasovi 9 poslancev niso na voljo za drugo stran, čeprav poskušajo in se trudijo. Ampak ne gre. Pri tem premier doslej skeptični desni trojček okoli NSI in demokrate v tako imenovano vlado narodne enotnosti neuradno mami za vsako po 3 ministrskimi mesti v ožji kot doslej 16-članski vladi, kjer Svoboda ne bi imela več preglasovalne večine. Prvi korak, upajo v Svobodi, pa naj bi bili skupni interventni ukrepi za omejevanje vplivov vojne v Iranu. Bi pa v takšnih kalkulacijah iz bodoče koalicije zaradi zahtev z desne lahko izpadli ideologi dosedanje leve vlade, kar v Levici povzroča slab spanec. Ja, očitno niso za narodno enotnost. Ne? Gotovo to pove več o njih kot o nas. Kaj pa alternativna možnost, da bi v ozadju Golobovih prizadevanj vlado potihem sestavil Janez Janša? 46 glasov na desni sredini je možnih, ne? Saj desna sredina ima sama 43. Sama si pa seveda ne želim nekoga, ki je s tujimi akterji poskušal vplivati na slovenske volitve, da bi tak posameznik sestavljal vlado. Moje stališče je jasno. Ampak prejudicirati ne smem in ne bom, dokler ne bo jasno, kdo je naročnik storitve Black Cuba. Medtem ko je usoda političnih novincev iz resnice, katerih šef je danes edini takole zamujal k predsednici, skrivnostna. Zamujate, gospod Stevanovič? Ministrica za infrastrukturo je kriva. Zakaj? Zato, ker so vleče na cesti. Stevanovičevim pa je ideja konstruktivne opozicije, kot nekoč Jelinčičeve SNS, bližje kot možnost ponovnih volitev. Jaz mislim, da sta in gospod Janša in gospod Golob toliko politično izkušena, da znata šteti. Šteti je treba do 46, pa da znata brati. Brati je treba naš program, tako da ta zadeva sploh ni sporna. Enemu ali drugemu bo slejka prej ratal, to sem prepričan.